Do explain what was that? Ne veš, kaj je virtualna bradavičarka? I mean, Tečko, to so bili največji fani Harryja Potterja. jaz sem najmlajši tukaj, lepo prosim. Vseeno ne dovolj, da bi lahko rekel, da ne poznaš. Povem nekaj. Kaj je bil že glavni... Harry Potter? Pač key master, ko je vodil celotno bradavičarko. Dumbledore? Ne, Gandalf. Ja, ne, zato sem jaz tem mislil Gandalf. Čakaj, a misliš na slovenski sceni? Dumbledore. Ne, v bradavički. A ja, prav. Dumbledore? Gandalf. A ne Gandalf. Dumbledore? Dumbledore, of course. Dumbledore, ja. Cosplayer si ga, halo. Našel sem ga. Dejansko vem, kdo je to, ki si je dejansko celotno vodil vse ljudi, ki je ustvaril to virtualno bradavičarko. Dajte mi povedati, kaj je ta virtualna bradavičarka bila. Zdaj si mene malo zmedel, pa po mojem, misliš Harryja zakon, skupnost. Grimlast. Aha, ok. Nimaš pojma. Ne, nimam, ker nisem jaz bil noter. Dovolimo Rebeki, da razloži, kaj je virtualna virtualna bradavičarka. Kaj je virtualna? Torej, to je bilo pa že, jaz sem bila takrat stara 13 let, ja. To so bili moji začetki interneta v resnici. Mislim, da Mladinska knjiga je imela pod sekcijo Harryja zakon spletno stran, portal Harryja zakon, gor je bil forum in gor smo se družili pa četali tudi na četih. In poleg tega je pa Katarina, ko sem pozabila njen priimek, ampak bom rekla kar Katarina. Katarina. Katarina je, ne vaša Katarina, je pa ustvarila takrat virtualno bradavičarko. Pač to je bil forum, na katerem smo imeli pač po sobah razne izbe, od Gryffindorska soba, spolzgati, vse to, do, kaj so, taveri, različni taveri, ko so bradavičarke, zdaj seveda se ne bom na hitro spomnila. In mi smo pač, in tam smo kot RPG igrali, pač preko foruma si igral svoj lik in pisal zgodbo. RPG forum ste imeli? Ja, to pa poznam. Ja, in bil je po mojem en ta prvih, ja, ker pol se jih je ful razširilo, bilo je ene par teh spletnih bradavičark, ampak ena je bila prav ta virtualna bradavičarka, ki je pa preživela, nisem zelo ziher, a je še zdaj, vsaj par let definitivno nazaj je še bila, ker so bili tudi eni prvih, ki so prišli z nami pomagati nam napostavljati. Tako da mi je bilo full nor, tak blast from the past, da ljudje še vedno to delajo po 15 letih, zdaj že več kot 20 let po mojem. Na kakšen način so pa oni sodelovali zraven? Kot prostovoljci, čist fizična pomoč ali kot idejna pomoč? Ne, kot stojnica. Prišli so se predstavljati in dejansko na NMN je bila to njihovo prvo srečanje, fizično srečanje tega communityja, ker v našem času, torej 20 let nazaj, se nismo dobivali. To mi smo pač vsako v svojem logu bili z računalnikom, pisali čarovniške dogodivščine, ampak nismo, se pa takrat nikoli v Ljubljani dobili ali po Mariboru. Medtem ko je bil pa zatem pa še en drug RPG forum, ko jih tudi kar dosti ljudi dejansko imam še zdaj okrog sebe, ko smo se takrat začeli družiti, je bil pa Zlati gost. To je bil pa Lord of the Rings themed. To RPG forum, ki se tudi kasneje iz Zlatega gozda še v Samotno goro preimenoval, bom rekla, evalviral. Ja. Malo je bilo teh spin-offov. In to je bil en tak community, online community na fantasy sceni, ki se je ful družil, ampak online, ne pa tako mogoče v živo. In takrat nas je bilo malo, to nas je bilo po mojem kakih 50 na teh posameznih RPGs. Ampak za čase 50 je kar precej. Mislim, se verjetno ste bili mlajši, pa niste glih vsi bili v Ljubljani. Ne. Mislim, se je logično potem, da se niste glih mogli družiti. Jaz sem tako zgornje Savinjske. Mladi so bili. Ne, mislim, ko je subkultura še zelo mlada in si v bistvu mladoleten član, je logistika, dejansko sestavljanje skupnosti. I was that mladoleten član. Ko smo mogli potovati z busi in vlaki in se dobivati samo na enem mestu in smo mogli več dni prej na forumu v bistvu skladiti glede. Ok, jaz imam upravičljiv razlog, zakaj mi to ni znano. Jaz sem takrat bil bolj v Dragon Ball pa v Beyblade RPG forumih. A slovenska scena? Ja, slovenska scena. Imel sem svojega celo nekaj časa. PHP, BB forumi. Se veš, da smo anime podcast, tukaj te ne bo noben judgeal.